Z nami je astronom Andrej Čadež. Dober večer želim. Dober večer. Najprej me zanima, zakaj pravimo, da je enakonočje danes, če je pa že nekaj dni prej, 17. marca, takšen položaj? Veste, da ne vem čisto natančno, kdaj bi to moralo biti, ampak že dolga leta pravzaprav se držimo ta datum. V resnici se ta datum mačkan spreminja, ampak ni velike potrebe, da bi... No, sicer pa je letos 20. marca, drugače 21. zaradi prestopnega leta, če se ne motim. Prestopno leto pa, skratka, ta trenutek, to se pravi leto pa dan, se ne ujema popolnoma, to se pravi nima 365 dni v letu. In zdaj se je začela pomlad, dnevi bodo vse daljši, če prav razumem. Jesensko enakonočje pa pomeni začetek jeseni, skratka, krajšanje svetlega dneva. Tako je. Kaj sploh astronomsko pomeni enakonočje? Enakonočje pomeni to, da je zemeljska os, če pogledamo Zemljo, ena kuglica, recimo, tole so osi, takole se vrti, to se pravi, zdaj, ko se Zemljo vrtimo dan pa noč, ampak zdaj pa takole, Zemlja kroži okrog Sonca, vi ste Sonce, Zemlja kroži okrog Sonca, zdaj pa, recimo, enkrat je, ko je poletje, je severni pol bliže Soncu, južni pa pol bolj daleč, takrat, ko pridem pa v tale položaj, spet leste Sonce, imate pa vi enako blizu in severni pa južni pol, takrat pride do enakonočja. Zaradi tega, ker imamo enako blizu, sta obe polobli enako osvetljeni, natanko enako osvetljeni, in zaradi tega je dan natanko tako dolg kot noč. Ko gremo pa na drugo stran, imamo pa južni pol blizu, spet Soncu, in takrat imamo pa seveda na jugu imamo poletje, na severu imamo pa zimo. In tako se to obrača potem skozi in se menjavajo letni čase. Kaj se dogaja danes v našem osončju? Zdaj na enakonočje je pa Sonce točno na... To se pravi, Sonce je tako, da je zemeljska os pravokotna na smer proti Soncu. Aha, pravokotna na smer proti Soncu, Oba pola sta od vas enako daleč. To je zdaj ta trenutek, ko se to zgodi. Se pravi, natančno nad ekvatorjem, sem jaz, ker sem Sonce, ker manjši planet bi težko bil.